V naši družbi je gospod Kristjan Irgulič, kriminalist v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota. Današnja tema pa bo varnost v času dopustov. Gospod Irgulič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dopust je specifičen čas oziroma turistična sezona, če jo tako poimenujeva. Na kaj moramo biti še posebej pozorni, preden se odpravimo na dopust? Posebej se moramo v bistvu osredotočiti predvsem na te stvari, s čimer bomo pokazali dejansko, da je nekdo doma, ne da smo odšli na dopust. Kar pomeni v bistvu, preden gremo na dopust, ne smemo objavljati na družbenih omrežjih, da bomo za 2 tedna šli na dopust. Druga stvar je, pri sami hiši, rečemo dvorišče, moramo počistiti, pokosimo travo, da v tem času, ko bomo mi na dopustu, da ne bo pol izgledalo zanemarjeno. Preden se tudi večer, mogoče preden se odpravimo na dopust, ne znosimo še prtljage, pa je ne naložimo v vozilo, ampak s tem počakamo do jutra. Pol pa, ko dejansko gremo na dopust, pa zaklenemo vrata, izklopimo elektriko, ključ shranimo in seveda fajn je tudi, da predhodno tudi obvestite mogoče kakšnega sorodnika, soseda ali osebo, ki ji zaupate, da bo v času vaše odsotnosti poskrbela za vaš dom. Kar pomeni v bistvu, da bo prišla k vam domov, mogoče prezračila stanovanjsko hišo, s čimer bo dajala tudi videz, da je nekdo doma. Govoriva o hišah, to je malce večji obseg, ampak morda smo še malce manj previdni, oziroma so še malce manj previdni tisti, ki stanujejo v blokih. Drži. V blokih je specifika, večinoma blokov ima ključavnice na vratih, tako da je vstop v sam blok onemogočen. Ampak pogosto se zgodi, da se vrata puščajo odprta, stanovalci ne preverjajo, kdo jim je dejansko pozvonil na domofon in samo odprejo vrata. V stanovanjskih blokih je posebej pomembno tudi to, da ko gremo dejansko iz stanovanja, se spustimo mogoče po stopnišču, opazujemo dejansko, kdo se nam v bloku giblje. Nemalokrat se zgodi, da se nam v bloku gibajo osebe, ki jih ne poznamo, ampak se ne oziramo na to in odidemo. V nadaljnjih primerih pa lahko pride celo do vloma v stanovanje ali v kletne prostore. Katere so najpogostejše napake, ki jih stanovalci storijo, preden gredo na dopust ali pa celo med dopustom? Vkolikor doma hranite večjo količino denarja ali zlatnino, je potrebno poskrbeti, da le to odnesete k sorodnikom, da je ne puščate doma. V najpogostejših primerih, ko zapuščamo dom in gremo na daljši dopust, je, kot povedano, lepo, če se na primer dogovorimo z sosedom ali pa z sorodniki, da v tem času, ko nas ni, parkirajo na primer vozilo na dvorišču, na vašem dvorišču ali pa na parkirnem prostoru in podobno. Na kaj so vlomilci najbolj pozorni oziroma kaj jim prvo pade v oči? Vlomilci dlje časa opazujejo dejansko okolico, kam bodo šli vlomiti. Iz tega razloga je dejansko pomembno, da ne dajemo videza, da je objekt ali pa hiša zapuščena, kar pomeni dejansko z temi ukrepi, da mi se dogovorimo z sosedom, ki bo pazil na našo hišo ali pa z osebo, ki jo zaupamo, lahko zmanjšamo to tveganje. To pomeni, sosed bo na primer prišel, spraznil nabiralnik, zalil rože, mogoče prezračil hišo, se ta čas nahajal na samem objektu in s tem bo pol videz, da je dejansko nekdo doma. Kako pa je z uporabo tehnologije? Namreč tehnologije je ogromno na voljo, tudi da v živo spremljamo, kaj se dogaja pri nas doma. Drži, dostop do tehničnih pripomočkov je postal zelo dostopen. Zdaj spletne kamere, ki jih lahko kupite prek interneta, stanejo od 30 do 50 evrov in vam že omogočajo neposredno spremljanje potem na telefonu videoposnetka. Istočasno imajo same tehnične kamere tudi možnost, da vas opozorijo, vkolikor se nekdo začne gibati pri vas. Taka kamera je eden izmed teh ukrepov, ki ga lahko uporabite.
Lahko pa uporabite tudi reflektorske luči, ki se dejansko samodejno prižgejo, ko oseba pride na vaše dvorišče v nočnem času, ali pa električna stikala, ki bodo v stanovanjski hiši ali pa v stanovanju prižgale luč v določenem časovnem obdobju, rečemo med 10 pa polnočjo. Je pa pomembno skrbeti za varnost doma, ne glede, če smo na dopustu ali če smo doma. Tudi pri tem znamo biti včasih malce preveč brezskrbni. Ja, v Pomurju smo kar zaupljivi ljudje, kar se kaže tudi z tega, da ko gremo k sosedu na obisk ali pa mogoče za kratek čas skočimo od doma, pustimo vrata odklenjena. Vrata je potrebno vedno zakleniti, prav tako je pa potrebno zapreti vsa okna. Nemalokrat se zgodi, da želimo večer ali pa zjutraj prezračiti stanovanjsko hišo in se odpravimo do bližnjega soseda ali v bližnjo okolico in pustimo hišo nezavarovano. To lahko storilci pol izkoristijo dejansko, da v tem času krajše odsotnosti vstopijo v stanovanjsko hišo in vam utajijo dragocenosti. Kaj pa je potrebno storiti, ko se stanovalci vrnejo domov, če morda opazijo kaj nenavadnega? Zdaj, vkolikor se stanovalci vrnejo domov in opazijo nekaj nenavadnega, kar bi lahko bilo povezano z vlomom, recimo poškodovana vhodna vrata, balkonska vrata ali okna, je se potrebno takoj umakniti na varno razdaljo. Nikoli ne vemo, ali je mogoče v stanovanjski hiši še storilec. Zaradi tega je potrebno, da se umaknete na varno razdaljo, pokličete policijo in počakate zunaj. Naprošamo vas, da dejansko da ne vstopate v hišo in ničesar ne premikate. Nemalokrat se zgodi, da nam oškodovanci v dobri veri, da ne bo policija videla, kako je bilo vse razmetano, želijo pospraviti določene stvari, oblačila in počistiti tudi tla. S tem dejansko uničijo sledove na kraju, kateri bi lahko pripomogli k izsleditvi storilca. Koliko vlomov ali poskusov vloma obravnavate v povprečju čez poletje? Zdaj, statistika se je z leti izboljšala. Ko smo govorili leta 2020, smo imeli več kot 20 vlomov v stanovanjske hiše, v lanskem letu pa naprimer samo 5. Seveda je vsakšna številka preveč, ampak menimo, da se dejansko so oškodovanci začeli oziroma smo se osebe kot takšne začeli zavedati, da je potrebno poskrbeti tudi za svoje premoženje in da lahko za to storimo največ sami. Poletje je tudi čas, ko se radi odpravimo na poletna kopališča oziroma odprta kopališča. In kako se zavarujemo na plaži, kopališču ali kje drugje? Tudi tam smo, recimo temu, relativno brez skrbi in zaupamo, da bo vse ostalo tam, kjer smo pustili. Ja. Zdaj, vkolikor se odpravite v te kraje tudi na dopust z osebnim avtomobilom, je tega potrebno parkirati na parkirišču, javnem parkirišču, ki je mogoče varovano celo z videokamero. Vkolikor je vozilo tam parkirano po noči, je zelo dobro, da je parkirišče osvetljeno. V samem vozilu na vidnih mestih ne puščamo elektronskih naprav, denarnic, torbic, vse le to privablja storilce, da lahko vlomijo v vozilo. Vkolikor se odpravite s kolesom, je tega potrebno zakleniti vedno. Saj nikoli ne vemo, kdaj lahko kdo pride, se usede na kolo in se z njim odpelje. Zato tudi svetujemo vsem lastnikom kolesa, da si popišejo številko okvirja in si mogoče tudi samo kolo fotografirajo, saj podroben opis odtujenega kolesa je za policijo zelo pomemben. Na samih kopališčih je pa tak. Zdaj, vkolikor gremo rečemo v terme in uporabljate garderobne omarice, ne puščajte vrednejših predmetov v garderobnih omaricah. Nemalokrat se lahko zgodi, da pride do vloma v te garderobne omarice, istočasno pa tudi potem na bazenu ali na kopališču ne hranite večje količine denarja. Razumemo, da imajo v današnjih časih vsi nekaj denarja zraven, elektronske naprave, od mobitelov do tablic, vendar, vkolikor to nesemo zraven, se moramo zavedati, da moramo popaziti na svoje stvari in jih ne smemo puščati brez nadzora. Pravijo tudi, da so nepridipravi običajno kakšen korak pred nami in to si velja zapomniti. Pozorni moramo biti zato še posebej v gneči, da nam kdo česa ne ukrade. Pravzaprav so tisti, ki iz žepov ali iz torbic odtujujejo, zelo dobro poučeni o tem, kaj in kako morajo storiti.
Ja, s to problematiko so se najbolj srečevali predvsem v večjih turističnih krajih, v Ljubljani, na Bledu in drugih turističnih krajih v Sloveniji, kjer so dejansko žeparji izkoristili gnečo in pristopili do oškodovancev in mu iz nahrbtnika, ki ga je nosil oškodovanec na hrbtu, odtujili denarnico in oškodovanec tega sploh ni vedel. Denarnico, druge vrednejše predmete je zelo dobro, da jih nosite v priročni torbici, ki jo imate nameščeno spredaj in jo imate dejansko ves čas pod nadzorom. Zdaj, vkolikor pride do tatvin, denarnic pa telefonov, je seveda takoj treba tudi preklicati bančne kartice. Nemalokrat se zgodi, da oškodovanci, predvsem starejše osebe, istočasno v denarnici hranijo denarnico in PIN kodo za uporabo te bančne kartice. Pri tem moramo biti še posebej pozorni. Statistiko vlomov sva omenila, kako pa je statistiko tatvin v poletnem času. Na prvo žogo bi človek rekel, da je tatvin morda celo več kot vlomov. Sicer to drži, tatvin je zelo več kot pa vlomov kot takšnih. Statistično gledano se številka tatvin ne poveličuje, ampak zadeve ne smemo gledati samo statistično. Realno gledano je, dejansko se povečajo nam v času poletne turistične sezone tatvine tako na kopališčih kot v trgovskih centrih, morebitni vlomi v osebna avtomobila na določenih parkiriščih večjih in z tega razloga je potrebno tej problematiki tudi povzročati večjo pozornost. Zdaj, na podeželju običajno pravimo, oziroma smo nekako še vedno romantično prepričani, da smo relativno varni in da bo kak sosed, znanec ali pa mimoidoči opazil. Ampak to zna biti zelo varljiva varnost. Ja, ta občutek je zelo varljiv. Zdaj, tako na podeželju kot v mestih dejansko moramo zaklepati dejansko vrata svoje stanovanjske hiše. Ne glede na to, če stopimo do soseda samo morebiti za 5 minut po kakšen sladkor ali pa kavo. Istočasno moramo zaklepati vrata tudi mogoče, kdaj smo doma. Vkolikor se mi nahajamo, rečemo, v prvem nadstropju stanovanjske hiše in nam nekdo vstopi v pritličje v hišo, mi se tega ne zavedamo niti. Tako mi priporočamo, da se pač vhodna vrata zaklepajo in se odklepajo samo v primeru, ko nekdo pride na obisk. Za ta namene so tudi zdaj obstajajo vrata varnostna, ki se dejansko sama zaklenejo in jih ni mogoče odpreti z zunanje strani. Mehanizmov je ogromno, kot ste našteli. Na nas pa je, če jih bomo uporabili in sebe in svoje premoženje tudi zavarovali. Kajti tudi, če nekdo samo vstopi v stanovanje ali vlomi v avtomobil, nam odnese tisti temeljni občutek varnosti, kar je pri vsem skupaj morda še najbolj pomembno. Se strinjam, predvsem poznam primere, ko so dejansko prišlo do vloma v stanovanjsko hišo in so oškodovanci prodali stanovanjske hiše, ker so izgubili občutek varnosti. Te predmeti, ki nam jih odtujijo, so dejansko samo predmeti. So povezani z določeno sentimentalno vrednostjo, ampak občutek varnosti je tisti, ki je v bistvu najbolj pomemben pri vsej tej stvari. In tega se mogoče premalo zavedam. Kristjan Irgolič, kriminalistični inšpektor v sektorju kriminalistične policijske uprave v Murski Soboti. Najlepša hvala. Hvala vam. Gledalke in gledalci, z nami je bil kriminalistični inšpektor v sektorju kriminalistične policije policijske uprave v Murski Soboti, Kristjan Irgolič.